To so udeleženci znanstvene konference, posvečene 60. rojstnemu dnevu rektorja Dragana Marušiča. Nekateri navzoči na 3-dnevni konferenci, ki s pojasnili ne želijo pred kamero, danes v pismu odgovarjajo, da so se z dogodkom poklonili znanstvenemu opusu rektorja. Ocenjujejo, da je šlo za srečanje, ki bi nam moralo biti v ponos. Nekdanji predsednik Računskega sodišča mnenja ne deli. Absolutno je seveda nedopustno, da bi se različna osebna slavja plačevala iz javnih sredstev, ker iz javnih sredstev se plačujejo lahko samo tiste storitve oziroma tista dela, ki imajo ustrezno pravno podlago in za katere je seveda nesporno izkazan tudi utemeljen namen. Organizatorji konference zanikajo, da bi nenamensko porabili denar. Potrjujejo pa, da je šlo za javna sredstva. Na Ljubljanski univerzi ravnajo drugače. Univerza v Ljubljani ne krije konferenc iz javnih sredstev. Konference se krijejo ponavadi, praviloma, iz sredstev namenjene za raziskovalne projekte oziroma iz sredstev, ki so prav namenjene za kritje konferenc. Tako običajno stroške konference pokrijejo s kotizacijo slušateljev, a te v Kopru ni bilo. Posvetitev konferenc v čast rojstnodnevnih praznikov ni običaj. Lahko pa potrdimo, da v zadnjih 10 letih ni nihče posvetil konferenco ob rojstnem dnevu rektorja oziroma rektorice. Nihče od udeležencev ali organizatorjev konference doslej ni zanikal, da je del programa potekal tudi v tejle vinski kleti oziroma znanem obalnem gostišču Al Molino, kjer so za hrano in pijačo zapravili skoraj 4000 evrov. Na dogajanje se je odzvalo tako pristojno ministrstvo kot rektor Marušič. Prvi napoveduje izredno zunanjo revizijo poslovanja, drugi pa se je na zaposlene obrnil z osebnim pismom, kjer izpostavlja skrb nad lahkotnostjo inkriminiranja njegovega dela.